Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Današnje vprašanje gledalke, na katerega bom podal odgovor, se glasi: kako AIQ gleda na pogostost in množičnost potovanj, ki prerašča že v odvisnost od potovanj? Tega je sedaj vedno več, za vsake počitnice, proste dni. Ljudje potujejo, velikokrat nepripravljeni, se ne pozanimajo o krajih, kamor gredo, o njihovi kulturi, geografiji in deluje, kot da gredo samo zato, da nekam gredo. In izberejo tudi destinacijo, ker jim ustreza termin, ki ga ponuja agencija, ne pa nujno, kaj bodo tam doživeli, videli ali spoznali. In s tem bi se strinjal, ker tudi sam opažam v zadnjih letih ta pojav, ki je dejansko postal že nekako samoumeven, da za vsak prosti dan ali pa več dni, ko je prosto, praznike, počitnice, ljudje morajo nekam iti. In v takem primeru, ko govorimo o nekem kroničnem pojavu ali pa odvisnem pojavu, kar pomeni, da je vedno pogostejši, si vedno zastavljamo pravi vprašanje, ne kam in kako potujejo, ampak zakaj. In zakaj vse več ljudi čuti to notranjo nujo, da se premakne, da gre stran, da ne ostane v okolju, kjer živi, dela, vzgaja otroke, ustvarja odnose. In zakaj se nam zdi vedno bolj upravičeno, da je dejansko postaja skoraj nemogoče biti, ko si prost, ko imaš prosti čas doma in ne imeti občutka, da nekaj zamujamo ali pa da bi nam bilo drugje bolje. Ker če človek zmore čutiti samega sebe, svoje telo, prostor, v katerem biva, odnose, ki jih je ustvaril in jih ima, potem je to, kje je, manj pomembno. Seveda je pa problem lokacije ravno v tem, da če smo v znanem okolju, je tam močnejša vloga in vpliv podzavesti. Če gremo pa v neko manj znano ali neznano, drugačno okolje, pa se seveda vpliv podzavesti tam zelo močno zmanjša za nekaj časa, ker ne moremo uporabljati podzavest v novem okolju, ker podzavest je pač narejena tako, da poskuša zagotoviti, da se preteklost prestavi v prihodnost, zato da je prihodnost enaka preteklosti. In v domačem okolju je seveda, tudi sami veste, veliko več delujete iz podzavesti, veste, kje je stikalo za luč, veste, kje je kljuka, veste, kje so različne stvari, ne rabite, ni potrebno razmišljati o tem, kaj počnete, in seveda je vpliv podzavesti na takratno vedenje, počutje, klimo, okolje, odnose veliko večji. In če imamo v podzavestnih vzorcih postavljene slabe odnose ali pa nekvalitetne odnose, ki smo jih prenesli iz preteklosti, se seveda v takem domačem okolju potem ne počutimo dobro. In seveda potreba po tem, da potujemo, da se premikamo, je seveda popolnoma naravna in tudi potrebna, zaradi tega, ker z njo zadovoljimo radovednost, in če imamo možnost potovati, ker danes vsekakor je ta možnost veliko večja kot v preteklosti, seveda lahko to tudi uporabimo, ampak tako kot velikokrat povem, tako v podcastih kot v Q&A-jih, je ključno razlikovanje med uporabo, izrabo in zlorabo. In če potujemo iz radovednosti, ne pa iz notranje napetosti, to potovanje ni kompenzacija, ni pobeg, ni anestetik, ni preusmeritev, ampak je dopolnitev in ne nadomestilo, ki nas bogati in nam v bistvu naredi življenje bolj zanimivo. In seveda tudi, ker je bolj zanimivo, bolj sproščeno in bolj zadovoljno. To pa seveda potem zmanjšuje moč podzavesti, da stvari drži pod kontrolo in da ne pridejo na površino, ali pa, tako kot sem že prej povedal, da potovanja zlorabljamo zato, da se umaknemo v drugačno okolje in začasno na ta način zmanjšamo vpliv podzavesti in zmanjšamo verjetnost, da bojo naši odnosi
v tem okolju, v katerem smo, pa je drugačno od običajnega, takšni kot doma. In gremo na, recimo, dopust, oddih ali pa z drugo besedo, ker bi velikokrat lahko bolj točno opisali potovanje v druge kraje, bežimo od lastnih problemov v lastnem okolju, za katerega smo mi najbolj odgovorni. To je naš dom, služba, sorodstvo, družina. In to, kar pa danes pogosto opažamo, pa seveda nima zveze z raziskovanjem ali pa notranjim zorenjem, čeprav lahko to marsikdo tako imenuje, ampak gre za dejansko premeščanje brez vsebine, za impuls, ki dejansko izhaja iz notranjega pritiska, ki nastaja, ko posameznik, ki nima stika s sabo, ne more točno določiti, kaj ga moti, ovira, ogroža ali omejuje, in še težje pa zaradi neprimerne čustvene zrelosti vpliva na to, kaj ga moti, ovira, ogroža, omejuje, da bi dolgoročno odpravil te stvari. In seveda se znajde vedno pogosteje v domačem okolju, kjer je kronično v simpatičnem stanju, in seveda ga tako okolje ne privlači, mu je naporno, mu je odbojno, in potem namesto, da bi spremenil odnose v okolju, raje in lažje vsaj začasno spremeni okolje in se prestavi na drugo lokacijo. Logično, tak posameznik, ki je izgubil ali pa nima stika s sabo, mu je tudi telo tuje, in telo ne rečemo zastonj, da je to naš dom, in bolj kot nam je naše lastno telo tuje, nam je tudi naš dom, v katerem živimo, vedno bolj tuj v resnici, ne. In tam dejansko se ne počutimo dobro in postane okolje, v katerem se ne počutimo dobro, pa postane okolje, kjer nismo varni, ker simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema je namenjeno, da se borimo proti ali pa da gremo stran od nevarnosti, in če naš dom aktivira simpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema, seveda se v njem ne počutimo varno in potem tam tudi logično ne želimo biti tam prisotni, in takrat kraj, v katerem živimo, začne delovati kot ujetost, in edina rešitev se nam zdi, da pobegnemo fizično čim dlje, čim prej, čim večkrat. Če ne moremo fizično pobegniti od tam, pobegnemo tam pa vsaj mentalno. Gremo na internet, gremo v igrice, gledamo televizijo, gledamo filme, in pač gremo vsaj ta naš relativni del, se pravi naš lahko odmaknemo ali pa premaknemo nekam drugam, kamorkoli, samo da nismo doma. In seveda to ni izraz svobode, ker svobodna oseba ne beži, ampak svobodna oseba je tam, kjer je, v bistvu se počuti relativno varno in se lahko sprosti v tem okolju, če pa opazi, da ga nekaj v tem okolju moti, ovira, ogroža ali omejuje, kar pomeni, da ga daje v stres in mu jemlje svobodo, se pa sam ali v kombinaciji z drugimi ljudmi, s katerimi sodeluje, partnerjem predvsem, poskrbi, da tisto, kar ga moti, ovira, ogroža, omejuje, odpravi, odstrani, in s tem vrne svobodo. In v takem nasprotnem primeru pride pa do senzorno-motorne disociacije in ta oseba več ne zmore čutiti prostora, v katerem je, in bo logično iskala drug prostor. Ne zato, ker bi mu ta drug prostor nekaj nudil, ampak primarno zato, ker beži od prvega prostora. In tako se vse bolj oddaljuje od sebe, od telesa, od odnosov, in potem tudi njegovo telo in njegovi odnosi postanejo odvisni od potovanja, od premikanja. Pogosto taki ljudje pa recimo imajo tudi avtodome, ker v bistvu dom jemljejo s sabo, ampak ta dom je v bistvu nikoli ni na istem mestu, se pravi, pride do zelo visoke kreativnosti in taka potovanja potem seveda postanejo začasno olajšanje, ne pa rešitev. Odvisnost od gibanja se od spremembe lokacije pa postane simptom, ne pa cilj. In logično je, da potem vsebina potovanja je sekundarna, dejstvo, da pa potujemo, je pa primarno, in seveda potem tudi ne pride ker če oseba nima dobrega stika z lastnim telesom, kar je pa seveda
posledica tega, da tudi, oziroma posledica tega, da nima dobrega stika z lastnim telesom, je to, da ne more dom urediti v tako okolje, kjer bi se najboljš počutil in bi potovanja bila dopolnitev tistega, kar doživlja doma, ne pa beg od tega, kar doživlja doma. In seveda, če ta oseba, ki potuje za to, da beži od resnice v lastnem domu, ali pa v okolju, v katerem je doma, nima stika s svojim telesom, in če nima stika s svojim telesom, potem seveda tudi ne more priti do resničnega stika s krajem, v katerega potuje ali pa je pripotoval, ali čez katerega potuje, in ne pride do celostne povezave z kulturo tistega kraja, jezika, ki ga govorijo tam, zgodovine, in destinacije vedno bolj izbirajo po akciji, po dostopnosti terminov, po ponudbi agencije, da bi za čim manj denarja pobegnili stran, saj za par dni ali pa teden, dva od doma. Hkrati pa seveda potem vidimo tudi ta pojav, da se vedno pogosteje ljudje odločajo za krajše, recimo jim oddihe ali pa pobege, par dni, teden, mogoče 10 dni, več že ne, ker če ste pa dlje časa na eni lokaciji, se pa seveda začne podzavest na tisto lokacijo vedno bolj navajati, in potem se začnejo odnosi na tisti novi lokaciji postajati vedno bolj podobni tistim doma, in pol v bistvu boste pa iz lokacije, kjer dopustujete ali pa ste šli na oddih in ste tam že 2 tedna ali pa 3 ali pa mogoče celo 4, spet bežali stran, ker bo tam postajalo vedno bolj podobno kot doma, da boste pa zbežali domov ali pa na tretjo lokacijo, dobite pa tudi tukaj digitalne nomade, tipičen primer takšnega vedenja. In seveda je to, kaj kraj pomeni, je manj pomembno, bolj pomembno je to, da je na voljo in da je ugodno, in ta pasivna logika se razvije v logiko entropije, in seveda ljudje ne izbirajo več iz sebe, ker nimajo stika iz sabo, ampak iz sistema, ki jim nekaj ponudi, in tako ni samo pri dopustovanju, ampak tudi pri drugih stvareh. In seveda potem poskušajo to zunanjo izkušnjo uporabiti kot nadomestek za tisto, kar v sebi več ne morejo ustvariti, in IQ logično uči, da kraj ni tako pomemben, če nisi, oziroma da sploh ni pomemben, če nisi prisoten v sebi. Če ne čutiš telesa, tudi rajska plaža ne bo ustvarila miru, oziroma potem na taki plaži iščeš dodatno vsebino, vedno večjo napetost, vedno več akcije. Recimo, da to po mojih izkušnjah to zelo lepo predstavi film Beach, se pravi Plaža. Mislim, da je Leonardo DiCaprio glavno vlogo igral, tam okrog leta 2000 je bil posnet. Tam točno lahko vidite, kako je v vsakem raju kača in kako je v belem delu Jina črna pika. Torej, če imaš v sebi entropijo, boš pač kamorkoli boš šel, boš to entropijo prenesel za sabo. Ne bo te sicer dohitela takoj, ko boš prišel tam, ampak ko se boš tam ustalil za nekaj časa, bo pa tudi vse tiste prikolice, ki jih za sabo vlečeš, pa jih ne veš, da jih imaš, te dohitijo in te lahko tudi tam pokopljajo, glih tako kot doma. In seveda, bolj ko si odtujen od telesa, težje občutiš čas in prostor, in potem ti noben kraj ne bo dal občutka, da si res tam, ker v bistvu nikoli nisi res tam, kjer si, ker imaš med sabo, med svojo zavestjo pa med svojim telesom senzorno-motorno amnezijo ali pa odtujenost. In seveda, ravno zato veliko ljudi potuje in se takrat, ko potujejo, od sebe najbolj oddaljijo, ker jim kratkoročno prinese pomirjenost in neke kratkoročno zadovoljitev ali pa pomiritev, sprostitev. Čeprav verjetno bolj govorimo o olajšanju. Seveda, AEK ni proti potovanjem in potovanja so lepa, koristna, bogata, ampak takrat, ko si to dejansko zaslužimo ali prislužimo, ne samo finančno, da lahko plačamo potovanje, ampak da imamo v sebi višjo notranjo urejenost, ne pa notranjo zmedo, ker potem to zmedo vlečemo za sabo in seveda nam pa tudi ustreza, ker nekaj časa, ko pridemo v novo okolje, smo zmedeni in potem notranjo zmedo opravičujemo občutek. Notranje zmede opravičujemo
zunanjo zmedo in potem se tam počutimo manj zmedeno, ker je vse zmedeno. Seveda to spet ne rešuje problema, ampak ga samo še utrjuje in povečuje. In če potujemo, ker smo zadovoljni, ker smo zvedavi, ker želimo razumeti in se naučiti kaj novega, da bomo bili bolj razgledani, bolj čustveno zreli, da bomo videli, kako drugi kraji, drugi običaji rešujejo kronične probleme, da spoznamo določene razlike in se z njimi naučimo in jih tretiramo ali lahko jih uporabimo v svojem primeru, v svojem domačem okolju ali ne, so seveda taka potovanja koristna, ker ne bežimo, ampak v bistvu gremo še bolj vase, ker imamo na dopustu mogoče več časa, da smo s sabo kot doma in seveda tudi pol opazimo, zakaj doma nismo toliko s sabo in potem lahko to, kar na dopustu delamo, delno prenesemo tudi domov. In če ste na potovanjih iskreni in pogledate, koliko resnice je v tem, zakaj moramo vedno znova nekam iti in če na potovanju čutiš mir, je seveda dobiš relativno jasen odgovor, kje mora ali pa v katero smer mora potovanje dejansko potekati. In to je navznoter, k sebi, tja, kjer v bistvu ni katalogov, je pa tam ogromno tega, kar si potisnil stran in šele, ko si sposoben ostati doma, čutiti telo v domačem okolju, ustvariti red v sebi, lahko nekega dne dejansko potuješ in takrat to storiš iz izbire, ne pa iz potrebe in potuješ, ne da bežiš, ampak da nekam dejansko prideš. To je tudi en od razlogov, recimo, zakaj se AIQ bolj uspešno uči na programih, kjer delate vaje doma, kot pa na delavnicah, kjer delate vaje, pa se učite AIQ nekje drugje, ker večino problemov imate doma. In ko skozi vodenje AIQ učitelja in AIQ vajo začnete zmanjševati med in po vaji senzorno-motorno amnezijo, bolj jasno občutite, kje ste doma in kaj vse je doma prav in kaj ni prav, in seveda to lažje in bolj kvalitetno zrihtate in potem lažje potujete drugam.